Dobro jutro, dober dan, en dan pred božičnim večerom, ali kako že. Ej, en komad mi je priletel čez glavo, ki se vrti v ozadju, Clawfinger. Dal sem vam jo že, celo prevedel sem jo tudi že, zdaj pa jo ne bom še enkrat, ker je dovolj. Vendar, kadar imate vi stika z narcisom, ne, morate imeti v svoji glavi predstavo, da ste večji, največji, mnogo večji od tega šibkega narcisa, ki se bi rad nad vas spravil, pa vam dopovedal, da vi ste pa nič, ne. Veš kaj, dragi moji, lahko me kličeš superstar, in toliko sem jaz naredil na sebi s pomočjo tvojega podrkavanja. Vsi imamo te izkušnje, noben ni temu ubežal, in sodobni čas od nas zahteva kar nekaj novih reakcij v kontekstu. Mi smo se kar pregovarjali z narcisi, oni so nam pa dekar dvigovali. Drži? Ja. Spsihirali so nas, ne? Marsikoga do zadnje točke, da se je kar sam frderbal, ali pa je zapadel v alkoholizem, ali pa prišel do izgorelosti, enostavno, ko ni mogel več. In tam so narcisi bili najsrečnejši. No, in v današnjem času moramo mi tem narcisom ne dati tega, kar želijo, da nas je strah, in ne jim dati, da v vaših očeh piše, da ste prestrašeni. Oni želijo, da se bojite, želijo vaš konflikt, večno zmedo vzpodbujajo in za vsako vašo možno rešitev imajo oni nov problem in nov konflikt, nov zaplet. Ja, oni nočejo razpleta zgodbe, oni nočejo miru, mi pa ja. Da pa imamo svoj mir, pa moramo postaviti en distančnik, o katerem sem govoril enkrat, in to je fuck off distančnik, in tlele imamo za nami nov produkt, ne, narejen na osnovi naravne inteligence in zdrave kmečke pameti. Dobro, whatsoever. Jutri je, božični čas, ne, zdaj te adventne nedelje so za nami, jaz se tega nisem dotikal, ker to religijo ipak probam pustiti za sabo. Vsekakor pa poudarjam, da božični čas je lep čas, ko se telo umiri, ko se narava umiri, ko se morajo umiriti naše misli. Slow down. Umirite ves kaos, ki gre okrog vas. To je tista nevihta, ki se vrti, vi pa ste v samem očesu, noter v srčiki. In naj se vrti, ker vrti se močno zelo narcisom in tem, ki so pili energijo iz ljudi, ki so člani raznih društev, klubov in organizacij. Ni dobro. Nam, ki pa imamo čiste prste, nimamo nič od marmelade, nam pa ni potrebno, da se udeležujemo njihovega kaosa. Ja? Torej, boli me in vija vaja. Zdaj v tem božičnem času spet pridejo na plano želje. Želim si to, želim si ono, in če ne bom dobil, bom pa nesrečen. Ne? Želja se nič ne zmanjša, če jo ne dosežete, ves čas je prisotna, karikiram, želim si harmoniko, in ta harmonika se zdaj nič bliže ne pride, če si jo želim, nič cenejša ne postane, ona še vedno je harmonika. Moja želja noter pa v bistvu razžera tudi tiste dneve, ali pa tiste momente, ko bi lahko bil v bistvu pomirjen sam s sabo in hvaležen s tem, kaj že imam. In hvaležen za vse, kar mi je dano. Še celo bolj pomembno je, kaj mi je dano na nematerialnem nivoju. Torej, na tem dano mi je razumeti, dano nam je videti, v kakšnem svetu živimo. Dano mi je se nasmehniti, kljub vsem obtožbam, kljub vsem pritiskom, ki smo jih bili deležni vsi, na tak ali pa drugačen način so nas probali skavsati, vendar ne se dati. Želje kot take, v bistvu so ena izmed naših obsodb. Želeti si je ena taka privlačna sila,
ki jo moramo zamenjati z eno drugo, privlačnejšo silo. In ta privlačnejša sila, mnogo večja od vseh želja, je v bistvu popolni zen, popolni mir, biti v stiku sam s sabo in celotnim kozmosom. Tako da ko greš v to dimenzijo višje, materialne želje odpadejo, a ne? Samo mir si želiš, a ne? In mir si je treba ne želeti, ampak vzeti, ker si ga lahko vzameš, ker je že tukaj in si ga vzameš in ga imaš. Moraš pa ga zadrževati, da ga kdo ne zbrba. To so pa narcisi profesionalci, tle zadaj imaš izdelek, ne? In sem spomniš se na njega, sploh ga ne rabiš nič pojesti, je že v redu. Skratka, tle sem hotel malo želja, veš, da se pa nastavi košarico, pa bo Božiček prinesel, pa tako. Ne rabi nič prinesti, ker bistvo je o čem nevidno, bistvo je že v nas, ne rabi nič priti, ne rabimo nobenega najti, treba je odkriti izpod plasti ta biti, ki je ugasnil skozi obdobje otroštva, indoktrinacije, manipulacije, pritiskov okolice in konec koncev sužnje lastniške oblike delovanja družbe. Lahko smo pomerjeni konec koncev. Ta sistem razpada v globali in zgodba ljudi, ki so kreirali usodo ljudi, pada. Obrača se ta pol. Prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi. To je tisti moment, ko vam razlagam, da se narcisom vroče postaja, pa lažnivcem. Ja, pa še malo bolj bo. Kar do konca ne bo vroče, ker so do konca pripravljeni lagati. Žal, mislim, jaz sem večkrat opozoril, nehaj pa je, vsem je vse odpuščeno, pa kar ne. Še vedno je vsem vse odpuščeno, samo je treba nehati, pa se face it, ne, se soočiti sam s sabo. Želim vam pokazati, kaj je ljubezen, kako je zelo velika, kaj je doživljanje ljubezni, pa jo probam skozi te kruhe vam pokazati, mi je všeč, ker se že virus ljubezni širi, mi pošiljate slike, kako ste zdaj uspešni peki in pekice. Zelo sem vesel, v bistvu, da eno ta staro znanje, pa se ni nobena umetnost kruh speč, mislim, skup moraš dati stvari, pa je. Jo, pa dolgo se peče. Ne, jaz sem danes že marsikaj naredil, pa še kruh sem spekel s potjo, ampak sem pa doma, ja, to pa ja. Nisem pa šel v službo in mi ni treba in ne grem, zato pa imam čas speči tudi kruh, pa daleč od tega, da lenarim. Celo še več imam biznisa, odkar sem takole, kakor sem. Skratka, želje dajte na stran, če si kaj želite, si zaželite kaj nematerialnega, pa vložite tudi neki napor, delo, ni potrebno, življenje ne zahteva napora, bolj ambicije, če bi rad dosegel nekaj, usmeri energijo v to smer, ne jo tresti naokrog. Če bi rad, da se nekaj zgodi, saj ti bo vesolje pomagalo, veš, pomagaj si in Bog ti bo pomagal. To je zmeraj tako, moraš se pa ti odločiti, namesto Boga se pa ne bo noben. In ta odločitev bi bila prav, da delamo dobro drug za drugega, za ljudi, in tam v isti sapi tudi sami zase. In v tem primeru vesolje vedno stoji zadaj, vsi angeli, varuhi, kakor čete jim rečete, nismo sami, daleč od tega in zavedajte se tega. Hotel sem reči, ta božične želje, dajte mičkeno pokontemplirati o tem, kaj vse bi si želeli, kaj ta svet potrebuje, kaj vi potrebujete. V isti sapi sem hotel reči, da jutri imamo ipak delavnice, še eno mesto imamo frej, če slučajno koga pomika, ampak naslednji teden pa po mojem bomo tudi, ne glede na to, da je jutri božični, pa pol naslednji teden, kakor 31. In to še ne pomeni, da mi ne pečemo, ker je treba itak pol jesti. Zdaj pa ne glede na to, ali je novo leto ali ne, nekaj človek rabi v kolun dati.
Želim, da v bistvu bi vsak od nas se vrnil nazaj v tisto, kaj smo, ne v dobo tehnologije, robotike, umetne inteligence in ostalih transhumanističnih idej, ki so jih imeli naši. Pojdimo nazaj, vse znanje imamo mi v svojih glavah, kompletne akaše, vsa modrost je že v nas, dostopati je treba do nje. Znati, dokar pa derkate z leve na desno, z gori na dol, pa ne boste vi nobene akaše prebrali in dosegli nobene modrosti. Ja? Zimski čas je prečudovit za te stvari, upam, da ste si če drugačne vzeli vsaj zdaj med božično-novoletnimi prazniki, ki je več lufta, da se slow down. Taka glasba mirna vam bo pomagala, vse to na YouTubeu je tega nebroj, 12 ur dolg komat je, da ne slišite nobene reklame, nobenih poročil, nič. Saj ne rabite se nekaj ful poglabljati, ampak ambient, v katerem ste, je miren. Prižgite si kakšno svečo, niso napačne, sveče so super, mi rabimo tudi ogenj, vodo, zemlja, zrak in pa svoboda. To si vzemite, ker vam pripada. Taki ste se rodili in taki boste umrli, vse vmes je pa džumbus, ki ste ga predali, smo ga predali drugim, oziroma so ga drugi ustvarili, mi smo pa svoje življenje predali v to smer. Ne daj se miki, ne daj se miki, bodite bojevniki, držite linijo, držite svojo integriteto, svoj mer in ne dovolite, da drekači pridejo vmes in vas zapeljejo na stran pota, na pota drame, kaj sem že hotel reči, drame, nemera, akcije, obtožb, neki, pejte stran, od tega ne potrebujete slišati, da nekaj niste, pa zakaj ste taki. No tega ne rabite, ker vam ne doprinaša in ta doprinos je za mano 500 mg, BMK, BTK imajo tudi gre, MTK pa BTK, bolite ki to, pa pekarna, pa PTK, tako da zdaj imamo vsega tega ful, dajte se hecati z besedami, tudi vi, življenje je hecna stvar, ni neka zategnjena stvar. Dajte jo izžarevati, dajte živeti in dihati ta ogenj, voda, zemlja, zrak, svoboda, dajte tako. Držite se, uživajte pa v nedeljo, ko je pa božično jutro, bomo pa odpirali darila, pa me zanima, kaj ste dobili, če ste kaj fasali v košarco. Bodite prečudovito, držite se pa prečudovit konc tedna vam želim, pa da zdržite ta petek še, kjerkoli ga že morate. Pa bodite v miru, v easy, ne, v štacune niso dobre, zdaj te dni. Ajde, čau, čau!